Imaš kakšno mogoče, mislim, zdaj še kul podpis upeta v ful stvari, ne? Se smo imeli razstave, pa poučevanje teh tečajev, plus sodelovala si v različnih komercialnih stripih. Mislim, kaj bi rekla, da je tvoja prihodnost? Si želiš sploh ustvarjati v tem manga slogu še naprej? So kakšne mange v središču? Kako izgleda to širjenje manga kulture zate? I don't know. Mislim, imaš kakšne aspiracije sploh v tej, če bi mogla se realizirati strip v Sloveniji, kako bi to izgledalo? Kam bi šla? Ne vem. Bi šla na mladinsko knjigo? I don't know. Kakšna je dobra, mislim, katere so dobre založbe v Sloveniji? Grafiti. Poleg grafita. A bi šla na grafit? I legit don't know, man. Sploh ne vem, če bi stripe kot profession imela, ali če bi samo za kakšno firmo, za kakšno gaming firmo delala character design ali pa kakšne te stvari. Ja. Mislim, si želiš delati bolj v tem, kako ne rečem, nerd community varianta? What do you mean nerd community? What does that mean? I mean gaming and anime, manga, stuff Well, like that. Pop That kultura. daddy would be proud Pop because kultura, it's ja. his Je pa tudi thing. vprašanje, koliko je sploh v bistvu trga za nek domači content, recimo. Ne? Po mojem, Ja, Jaz se zmeraj sej. sprašujem, kako stripi sploh preživijo konec koncev v Sloveniji. Ja, sej to, ker je po eni strani so firme, ki ful povprašujejo za te poučne stripe, pri Cirilu je rekel, da on nima dovolj časa, da bi vse te stripe naredil. Tako da tam vem, da je ful povpraševanja, sam to ni specifično to, kar jaz hočem ful delati, ker je to zelo poučno. Jaz pa hočem bolj, kako naj rečem, ta fiction, v tej fiction sceni biti, kakšen concept art delati. To mi je bolj zabavno, pa mogoče kakšen storyboarding, pa te stvari. To me malo bolj zanima, kakor. Moje mnenje Potem je, da imamo je potem- demand ja. večji, kot je trenutno supply, pa ne, da supply ne bi obstajal, Ja, mislim, da obstaja. samo ni pravilno marketiran in promoviran. Ja, to je mislim, itak. ja, pač tudi to, kar se ustvarja, recimo, Jekleni alkimist je recimo dobra odskočna deska temu, kar bi mange mogle biti v slovenščini, ne? Da grejo res najprej na popularne zadeve, ki bi postali ta odskočna deska drugim mangam, da bi se ustvarila subkultura. Najprej moraš pogledati v mainstream, narediti kako ne rečem, trg potrošnikov, kjer se bo denar skultiviral, potem pa boš ta denar uporabil za različne subkulture in delal pod založbe ali pa pod naslove, ki mogoče nima toliko, ne vem, followerjev, ampak še vedno boje pa obstajali, zato da narediš pa vseeno neko diverziteto različnih naslovov, da se pač, ne vem, jaz, če bi bil založba, bi želel delati različne naslove, tudi če se ne bi prodajal, zato ker bi se boljš počutil, da smo delali v pač različne sloge, smo dali ven različne kulture, različne zgodbe. In to bojo pač prišljeti mogoče nekoč v prihodnosti, ko bo trg bolj razvit, ne smemo pa zdaj pustiti, da se prodaja samo tisto, kar je komercialno uspešno. Ne? Seveda je komercialna uspešnost pomembna zato, da ostaneš samozadosten, in na začetku bi bilo treba prevesti stvari, kakor so Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Berserk je nekaj, kar je mogoče že subkultura. Ne? Pač res greš najprej na te najbolj popularne shonen naslove, Shonen Jump, ne? In potem počas, ko se denar nabere, proš diverzitirati. Tako bi jaz pristopil, ampak we will see, future. Lej, če bi od teh poučnih, če že bi šla, tako kot sem šla v Salomo, za diplomsko delo bi šla kakšne te zgodbe, ki jih moraš v srednji šoli prebrati za domače branje in se ti ful ne da brati, ker itak ti je bedno in si ne moreš nobenih imen zapomniti, ker so vsa tuja imena in nimaš pojma. Mogoče bi začela kakšno stripovsko verzijo tega delati, ne vem, kakšna, lahko začnemo že pri Krpan. Deseti brat. Že milijonkrat narejen. Je že bil. Slovenske... Kaj pa Petr Klepec, ali kaj že Petr Klepec? Deseti brat. Deseti brat, Krjavelj. Pod svobodnim soncem, to moraš narediti. Skodelica kave. Skodelica kave, to je. Čakaj na klancu. Ja, na klancu, ja. Magdalenice.
Čeprav na faksu sem delala ilustracije za krst pri Savici. Je bilo zabavno, samo tista scena s pokolom, drugo pa mi ni šlo. Zato, ker sem naredila, kako je že punce ime? Koliko smo že od srednje šole? Bogomila? Ok. Bogomila. To mi je tako znano. Ja, probali smo vsi to mogli brati. Ful preveč basic blondinko sem jo naredila in pa mi bilo ful bedno jo risati in pa Ok. sem jo tako ful shiti narisala, tako da jo moram bolj narediti Blondinka. zvesta svojim okusom žensk, kakor pa basic bitch tamle. Pač tega tipota sem dala, okay, tired looking wet dog of a man with a beard and long hair. Ok, to je bilo že malo bolj zabavno, but like, mogla bi žensko še enkrat redesign narediti, ker sem jo preveč tako stran od svojega okusa.